Sem Jana Pristovšek in danes bom nadaljevala temo o notranjem viharju. Notranji vihar sproži dogodek, misel, sporočilo ali pa je to neko dolgotrajno stanje. Na vsak način pa je to stanje, ki nam škoduje in kvari naše odnose. Če v življenju naredimo res nekaj hudega in se znajdemo na sodišču, bojo rekli, da smo naredili to v afektu oziroma v stanju zmanjšane prištevnosti. V vsakdanjem življenju pa niso tako prizanesljivi z nami, ampak bojo rekli, naj se vzamemo v roke in naj nehamo govoriti in delati neumnosti. Zakaj se to dogaja, sem povedala že v prejšnjem videu, zdaj pa na kratko ponovimo. Preprosto gre za to, da smo čustveno preobčutljivi in takrat in ego prevzameta nadzor nad nami. Je kot mali gremlin, ki skače po naši glavi in natolcuje in povezuje stvari, ki nimajo smisla in napoveduje stvari, ki nimajo smisla in se ne bojo zgodili. In vse, kar mi čutimo, je to, da se bo nekaj groznega zgodilo in da moramo to preprečiti. In potem preprečujemo tako, kot najbolje takrat vemo in znamo, oziroma tako, kot nam ukazujeta ego in In to je, da loputamo z vrati, se prepiramo, pišemo neprimerna sporočila, nespametna sporočila in pozneje se opravičujemo. Ni se problem opravičiti, ampak če mi stvari ponavljamo iz dneva v dan, iz tedna v teden in se potem vsakokrat opravičimo, to nima nobenega smisla več. In da do tega ne pride, da to prekinemo, moramo se obrniti vase, moramo začeti spoznavati sebe in ne spreminjati drugega. Vsak človek ima svoj zemljevid življenja, vsak človek ima svoj okvirček pravil, v katerega hočemo stlačiti druge osebe. Te okvirčki so različno veliki. Bolj, ko nam manjka, oziroma manj, ko imamo občutka varnosti, manj, ko imamo občutka moči in manj, ko imamo občutka vrednosti, manjši, ožji je ta okvirček in bolj stroga pravila so v njem. Več teh občutkov, ko imamo, se pravi, če čutimo, da smo mi varni, če čutimo svojo moč, če čutimo, da smo dovolj vredni, večji je ta okvirček, več prostora je za razne variacije. Več prostora je za to, jaz mislim tako, ti misliš tako, ampak oboje je prav. Zdaj se samo zmeniva, kaj je bolj pametno, kaj je bolj smiselno. In da do tega pridemo, da mi ugotovimo, kaj je v nas, moramo poznati sebe. In zato se moramo mi obrniti vase in ne več biti obrnjen neprestano navzven. Ne neprestano spreminjati drugega, ne neprestano iskati, kaj je naredil narobe in kako bi mogel narediti prav, pa naj gre tukaj za partnerje, za prijatelje, za tašče, za starše, za sodelavce. Ko se mi obrnemo vase, najprej niti ne vemo, kaj iščemo, zato ker moramo najprej sprazniti svoje telo teh silnih čustvenih energij, ki so na površju in ki nam preprečujejo, da pridemo globlje, da pridemo do svojega bistva. In jaz imam metodo in sem jo opisala v knjigi Čarobni odnos. Vsak dan opisujem v Facebook skupini Čarobni odnos. Na moji spletni strani je vse opisano, kako si v takih trenutkih pomagamo, kako je takih trenutkov vse manj in kako je mirnih trenutkov vse več. Fajn je, če znamo matematiko, fiziko, če znamo speči potico in kruh. To je znanje. Ampak znanje je tudi to, da poznamo sebe, da ugotovimo, kako si lahko, kaj je v nas, da sprejmemo, da imamo moč sprejeti svojo temno plat, ker šele takrat
lahko pride na dan naša svetla plat. In tudi to je znanje. In kako do tega prideti in kako to narediti, vam eno od tehnik ponujam jaz. Ker sem jaz po naravi zelo len človek, sem hotela stvar enostavno, hitro in učinkovito. In ker jaz poznam ostale metode, je ta metoda med najhitrejšimi, najučinkovitejšimi in najdolgotrajnejšimi. Gre za to, da je enostavna, ker mi nimamo časa se vsak dan 1 uro ali pa 3 ure ukvarjati s sabo. Mi moramo stvari narediti sproti, učinkovito, hitro in enostavno. Zato, ker najbolj važne stvari v naravi so enostavne. Brez vode ni življenja. S tem se vsi strinjamo, to vsi vemo. Ampak ena molekula vode je sestavljena iz 3 atomov. Iz 3 atomov. Beljakovine so sestavljene iz številnih atomov. Ampak najprej mora biti voda, da lahko nastane potem beljakovina. In na ta način jaz hočem, da si ljudje sami pomagajo. Zato učim, zato govorim, zato pišem. In prva zadeva, kar je, da nehamo komplicirati. Preprosto, to, kar čutimo v telesu, damo ven. Kako to naredimo, je opisano v knjigi na moji spletni strani in je posneto v posnetku Praznjenje prsnega koša. Druga zadeva, kar je, ko spraznimo to telo, pa je, da se povežemo s svojim notranjim otrokom. To je pa velik korak naprej. Ko se mi povežemo s svojim notranjim otrokom, ko vemo, kje je, ko ga znamo potolažiti, ko ga znamo spremeniti tudi v odraslo osebo, takrat mi začnemo polniti naše prostorčke za varnost, naše prostorčke za vrednost in naše prostorčke za notranjo moč. In ko mi to imamo, se v nas, v našem nezavednem, sproži proces, ki nam omogoča, da mi svoj okvirček lahko razširimo. In ko mi svoj okvirček lahko razširimo, ponudimo prostor drugim ljudem, drugemu človeku in s tem on lažje vstopi v naš prostor. S tem se povezujeva in ne več oddaljujeva. In to je bistvo vsega. Ko mi se zazremo vase, ko mi začnemo plast za plastjo, ker drugače ne gre predelovati sebe, takrat bojo ljudje začutili nas, takrat se nam bodo ljudje približali. In takrat bomo imeli mi vse boljše in boljše odnose. To sem vam hotela povedati za danes. Prijavite se na moj YouTube kanal. Pridite pogledati v skupino Čarobni odnos, pogledajte mojo spletno stran. Vesela bom, če boste delili ta video, zato da ljudje, ki morda potrebujejo, ki iščejo neko pomoč, morda najdejo stavek ali 2, ki jim bo pomagal narediti korake naprej. Hvala lepa, vesela sem, da ste z mano. Kmalu se vidimo. Čau, čau.